Lep dober dan vsem. Sem vesela, da nas je toliko, ker sem se bala, da nas bo sedelo samo nekaj, pa vendarle smo več kot napolnili tole dvorano. Priliči se Koširjevi, da začne s citatom in bom začela s citatom iz čudovitega romana Evgenija Voloskina Laurus, to je mlad ruski pisatelj genialen, ki pravi naslednje. Tisti, ki nosi v sebi svet, odgovarja za vse. Torej, tisti, ki nosi v sebi svet, odgovarja za vse. Mi smo po do zdaj znanih podatkih, če smem tako reči, edina bitja, ki nosimo v sebi svet. Se pravi, da smo odgovorni za vse, ne samo za človeka, ampak tudi za živali, za rastline, za vse, kar diha. In to spoznanje, da je antropocentrizem mrtev s kapitalizmom vred, je izjemnega pomena, ker moramo začeti biocentristično razmišljati o tem, kako moramo zaščititi vse, kar diha in živi. Zato ima etika danes drugačna vprašanja, kot jih je imela predčasno in tukaj lahko berete res dober kodeks gibanja TRS, kajti tisti dan, ki smo ga ustanovili, veličasten dan je bil to, sem jaz najprej rekla, kdo bo pomagal napisati etični kodeks našega gibanja. In ta kodeks je napisan tako, da bo veljal še za celo 21. stoletje, če bomo preživeli. Ne zemlja, ta bo, brez skrbi, se malo potrese, gre dol, ne civilizacija, ta tudi, mislim, veliko jih je že propadlo, ampak sploh človeštvo, ker se zastavlja radikalno vprašanje, kaj delamo naravi, torej kaj delamo sami sebi. Druga knjiga, za katero si zelo želim, da bi jo vsak bral, je avtorja Andreasa Webra, Čuteča narava. Andrej, poznaš? Čuteča narava, človek, narava in revolucija znanosti o življenju. Tukaj je doslej za moje pojme najbolje pojasnen ta biocentristični koncept etike narave, življenja in tako naprej, ker ni res, da je človek krona stvarstva. Ni res. In zato so vprašanja ekološke morale po njem takale. Kako se glasi glavno etično vprašanje, ki ne izvzame nobenega dihajočega bitja, ki hkrati velja za nas in za druge. Ta drugi še nikoli ni bil tako pomemben v zadnjem stoletju, če lahko rečem, kot danes, ko so se migracije šele začele. To ni nek pojav, to je proces. Suša bo, Afrika bo prišla kam? Ja, k nam, ki imamo vodo. Najprej bo pobila te kapitaliste, ki so jo uzurpirali, potem pa zasedla ozemlje, kjer bo lahko preživela. Skratka, ta proces se šele začenja in drugi je ključ za etiko. Drugi kot bitje, ki diha, se pravi tudi živali, rastline in moje metuljčki, ki tukaj visijo. Skratka, kaj mora biti, da se utelešeni subjekt lahko razvije v interakciji z drugimi? Če kdo misli, da obstaja kakšno posamezno bitje na svetu, ne obstaja. Še drevesa tvorijo skupnost in se spodaj pod zemljo vse pomenijo, si delijo vodo in tako naprej. Kaj šele en človek? Človeka v bistvu kot posameznika sploh ni. A ne? Mi smo intersubjektivna bitja, mi nastajamo drug z drugim, drug prek drugega, ampak nas tudi brez drugih biti ni. Sej hrana, ki jo jemo, ne? To so živa bitja, da ne govorimo o drugih rečeh. Skratka, mi se moramo zavedati, da nas ni kot posameznikov. In zato ima to današnje moje besedovanje naslov etika soustvarjanja, etika celovitega bivanja in seveda tudi minevanja. Ker mi smo domišljavi in to kaže neoliberalističen kapitalizem, na čem je osnovan? Na iluziji, da je človek, ki se je tole zmislil, večen.
Neoliberalističen kapitalizem je odgovor na strah pred minevanjem in smrtjo. Ja, a bodo tele nesli sabo te milijarde, mislite? Oni kar mislijo, da bodo večno živeli, ali kaj? Človek, ki se zaveda svojega minevanja in smrti, se odloča za drugačen koncept bivanja. In se zaveda, da ni samo vprašanje jaz, vprašanje so drugi so ključ in vprašanje je mreža, v katero se povezujemo. In zato je treba razmišljati o mreži, ne samo o ljudeh, ampak o mreži, v katerih je vse, kar diha in živi. Zato smo soodgovorni, zato smo prepleteni in povezovalni, mi se moramo povezovati. Poglejte, vse pri nas razpada, poglejte Avstrijo, da v Sloveniji ne govorim na dvoje, na troje, na ne vem koliko. To ni nič. Povezovanje. To je edini način preživetja živih bitij. V povezovanju in v naravi to vsi vejo, ampak mi smo izstopili iz narave, domišljavci, krona stvarstva, ne? In smo tudi pozabili, da se moramo povezovati. Ampak 21. stoletje, čas ekološkega demokratičnega socializma, ima besedo socio tudi zaradi povezovanja. To je občestvo, a veste, socio, komuniciranje, dialog, za razliko od diktatur in tako naprej. Še morda beseda o minevanju, ker se tako slabo zavedamo, da bo tudi nas tukaj vse pobrali. Zato moramo dati vsak trenutek, ko smo tukaj, vse od sebe, živeti polno, se upreti, reči ne. Zato, ker moramo pustiti ene sledi za seboj. Kaj pa je človek brez sledi? To pa niso denar, ali pa podjetja, ali pa ne vem, avioni in tako naprej. Sledi so samo to, kar ohranja živo, povezano, ljubeče. To so edine sledi, ki jih lahko zapustimo. Poglejte Slovenijo. Mislim, to je država, ki je med najbolj privilegiranimi na svetu, pa vsem, kar imamo. Ampak kaj pa delamo? Včeraj je bil čudovit članek v Delu od krasnega profesorja Pirtoška, ki je pokazal, da bo demenca, Alzheimerjeva bolezen, itak bolezen vsakdanjosti nas čez par let, pa smo Slovenci mogoče edini v Evropi, ki sploh še nimamo centrov za prepoznavanje te bolezni. Ja, škandal. Poglejte, gnila Amerika, kot dostikrat slišimo, ima že več kot 40% težko bolnih ljudi, ima v obravnavi hospic. To je paliativna, sočutna, duhovna oskrba. Kaj pa pri nas, poslušajte? Pri nas pa Slovensko društvo hospic, ki obstaja že 21 let in spremlja predvsem umirajoče na domu, je izgubilo s prevzemom še to hišo, ki smo jo imeli, ker jo je prevzela Lekarna Ljubljana, ki ni javni zavod, kot so javni zavodi, civilne družbe in tako naprej, ampak je tudi komercialno podjetje. Kaj bode, a veste, isto. Mislim, in nič, nikomur nič. Zato, ker se ne zavedamo, kako pomembno je umiranje v objemu dobrih ljudi. Seveda, ker mislimo, da bomo večno živeli. Jaz sem o tej biocentrični etiki pisala v odličnem zborniku, kam plovemo, istok aj na razpolago. Zunaj bomo kupili, dokler še je, ker so tudi drugi prispevki izjemno dragoceni. Kolegica Vesna Vugodina je napisala super spremno študijo, tako da bi zaključila kar z dragim Webrom, ki je res navdihujoč, ki govori o tem, kaj je ogrodje biocentričnih vrednot in našteva vse to, kar si že ti povedal, Dušan, tako da ne bom ponovila tega, ampak tale stavek. Naravo moramo varovati, ker zrcali dušo, dokazuje čustva in podoba je naše duševnosti. Brez narave bomo izgubili ljubezen. In brez ljubezni bo smrt močnejša od nas.
Če je pa ljubezen močnejša od smrti. Hvala lepa.